Pod križ pojdimo, Jezus čaka, za nas cvetov dlanih mu rane, za nas je tekla kri presveta, ki naše duše ranjene zdravi. Molimo. Gospod naš Bog, z nenehno dobroto varuj svojo cerkev. Brez tebe umrljivi ljudje omahujemo, zato nas podpiraj s svojo pomočjo, nas varuj zla in vodi k odrešenju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Učimo se delati dobro. Berilo iz knjige preroka Izaija. Čujte Gospodovo besedo, sodomski knezi. Prisluhni postavi našega Boga, gomorsko ljudstvo. Umijte se, očistite se, odpravite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte zlobno delati. Učite se dobro delati, skrbite za pravico, pomagajte zatiranemu, prisvojajte pravico siroti, branite pravdo vdove. Pridite, pravdajmo se, govori Gospod. Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor žamet, bodo beli kakor volna. Če me hočete poslušati, boste uživali dobrine zemlje. Če pa nočete in se upirate, vas požre meč. Gospodova usta so govorila. Božja beseda. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Zaradi tvojih daritev te ne grajam, saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. Ne jemljem iz tvoje hiše telička, ne kozlov iz tvojih čred. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Kaj naštevaš moje zapovedi in jemlješ mojo zavezo v svoja usta? Ti, ki sovražiš strahovanje in si moje besede mečeš za hrbet. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. To si delal in jaz bi naj molčal. Grajam te in to ti stavim pred oči. Kdor daruje hvalno daritev, me časti, in kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Čisto srce, o Bog, mi ustvari in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Takrat je Jezus pregovoril množicam in svojim učencem. Mojzesovo stolico so zasedli pismouki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, držite in izvršujte. Po njih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena ter jih nalagajo ljudem na rame,
a sami jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela pa opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si namreč širše molitvene jermene in povečujejo si na oblekah obeske, radi imajo prva mesta na gostijah in prve sedeže v shodnicah in da jih ljudje pozdravljajo na trgih ter kličejo učenik. Vi pa se ne dajajte klicati z imenom učenik, zakaj eden je vaš učenik, vi vsi ste pa bratje. Tudi ne kličite nikogar na zemlji oče, zakaj eden je vaš oče nebeški. Tudi se ne imenujte vodniki, zakaj eden je vaš vodnik Kristus. Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan. Kristusov evangelij. Dve kratki povabili nam predlaga današnja Božja beseda. Prvo berilo iz preroka Izaija, kjer se Izaija spominja uničenja Sodome in Gomore, ter govori Jeruzalemu kot svarilo za to, da bi se spreobrnili, da bi se spokorili, da bi se pokesali. Uporablja tudi tako lepo podobo, če se vrnejo k Bogu, bodo znova očiščeni, bo njihov greh spremenjen v belino, se pravi, Bog je tisti, ki odpušča, samo Bog je tisti, ki nas lahko zares naredi znova čiste. Povabilo torej k temu, da se vrnemo, da pridemo v Gospodu, da, kot pravi prerok, da se pravdamo z njim, da gremo z njim v odnos. Vrniti se v Gospodu pomeni spreobrniti se, živeti znova odnos z njim. Evangeljski odlomek Jezus graja pismouke in farizeje, ker živijo drugače, kot oznanjajo. Povabilo za nas, da bi zmogli naša dejanja uskladiti s tem, kar govorimo, da bi bila naša dejanja tista, ki bi govorila sama po sebi za dobro, da bi se res znali, kot pravi prvo berilo, učiti se delati dobro. Naj bo to povabilo tudi za postni čas, da bi vedno znova iskali to učenje za dobro.